Lepo pozdravljeni v zadnjih aprilskih vesteh na vesti iz studia 136. Včeraj je bil za nekatere v domovini zelo težek dan. Za vlado, bankirje, tajkune in našega Jana. Šiško se je zabaval na predporočni zabavi, vlada je zasedala do poznih večernih ur, bankiri in tajkuni pa so čakali na rezultate te seje. In jih tudi dobili. Ministrski zbor je zaradi zaresnih pritiskov javnosti soglasno sprejel 4 sklepe, s katerimi naj bi zdaj vlada preko bank v državni lasti, NLB in NKBM pritisnila na tajkune. Premier Pahorjev Borči je s temi besedami napovedal medijem sprejete vladne sklepe. Glejte, če vam zapojem, boste vsi pogledali. Čeprav mislim, da je atraktivno s tem kakati ne. Pel boste, pravite? Mi smo danes obravnavali tudi stvari, ki so povezane z zadnjimi dogodki v bančnem sektorju in sprejeli 4 sklepe soglasno. In ne skrivam, da je bilo zato potrebno veliko dela, ki pa se je uspešno in mislim, predvsem, kar je pomembno, zelo dobro posrečilo, ker so to sklepi, ki imajo repni glavo. Najbolj zadovoljeni so zaradi teh vladnih potez domači oranžovci, malo manj pa Katarinini liberalci. Prvi mož zarisa Gregor Golobič Novomeški in Lahovnikov Matej iz Veleja sta pojasnila, kako vidita ukrepljeni položaj svoje stranke v koaliciji. Je zares ojačal pozicijo znotraj koalicije napram LDS-u, vemo, da je bil to tudi na nek način en manjši sporček, pa čeprav vi to zanikate in tudi na drugi strani Kresalova, pa vendarle, ali je zares zdaj nekako močnejši v tej vladi? Tega občutka nimam, zato nam niti v enem trenutku ni šlo. V mojih izjavah ne boste našli, niti med vrsticami pravzaprav razmišljanja v to smer. Tisto, kar se je okrepilo, je verodostojnost vlade in to je ključno. Zdaj, ko ne boste odstopili, ali ste si okrepili pozicijo v vladi kot minister? Ni bil namen tega, da si karkoli ukrepim. Kakršnokoli pozicijo gre samo za to, da se pač spoštuje neka načela usmeritve, ki jih je ta vlada zavzela. To se strinjam, pa vendarle ste bolj krepostni zdaj napram ministrice. Nisem nič bolj kreposten, kot sem bil prej. Ko je vlada včeraj že sedla za svojo okroglo mizo, pa se je na drugi strani Gregorčičeve ulice pri republiškem predsedniku Danilu Atatürku pričel mini etnofest. Obiskala sta ga Zeleni Juri in Zeleni Jura. Na festu je Danilo poudaril, kako reševati zagate s Kroati. Hvala lepa za to čudovito predstavitev kulture in za ponovno čudovit prikaz kulturnega izročila z 2 strani meje, ki v resnici ni prava meja, ki je samo črta, ki združuje 2 prijateljska naroda. Problemi, ki nastanejo med prijatelji in sorodniki, so vsi taki, da jih je mogoče rešiti in da jih je treba rešiti. Komisar Olj je z novim predlogom za reševanje spora med balkanskim in evropskim narodom zunaj mejnemu Samo El Žbogarju povzročil nove težave za slovensko tiho diplomacijo. Vendar se Samo ne da zlahka. Ne. Vidimo tam čez. Bom, ampak me takole zanima, gospod minister, bom šel kar z vami. Sedem čez. Ja. Ampak samo takole me zanima, gospod minister, ta predlog, koliko časa mislite, da bomo potrebovali, da ga preučimo? Kolikor bo potrebno, da bomo zadovoljni. Taktiziranje? Ne. Je zelo pomembno vprašanje, treba se vzeti čas, da bomo zihar, da to, kar je za nas dobro. Ministrica za oklepnike, frčoplane, ladjo in vojake Ljubica Jelušič je zamenjala načelnika generalštaba Albina Zergutmana z njegovim namestnikom A. Lojzom Štajnerjem. Vendar pa Zergutmana, ki še ne gre v penzijo, vlada ni zamenjala zaradi težav s projektom 8-kolesnikov. Zamenjava gospoda Gutmana, načelnika generalštaba, ali je povezana kakorkoli z projektom Patria? Projekt Patria je kriv za marsikateri problem na Ministrstvu za obrambo že nekaj let.
Kriv je tudi za marsikatero neprespano noč mnogih od nas, vendar v primeru razrešitve generala Gutmana ni bil ključen razlog. Kar se pa tiče prihodnje usode tega projekta, pa moram povedati, da smo v zadnjih dnevih dejansko pred zelo pomembnimi odločitvami, ki pa smo jih najprej sporočili našim pogodbenim proizvajalcem in sedaj čakamo tudi na njihov odgovor v povezavi z prevzemanjem vozil, ki se je dogajal v preteklih dnevih in pa seveda tudi še poteka. Festival Magnus letos obeležuje 25 let, hkrati pa ta obletnica zaznamuje tudi četrt stoletja lezbičnega in gejevskega gibanja pri nas. Sodelujoči na okrogli mizi so izpostavili mnoge dosežke gibanja, a hkrati opozorili na naraščanje števila fizičnih napadov na geje in lezbike. Bogi. Imamo v bistvu, kot si rekel, celo paleto gejevskih lezbičnih organizacij, imamo tudi vprašanja bi in trans, ki so vedno bolj poudarjena, imamo celo vrsto internetnih medijev, imamo revijo, imamo radijsko oddajo, imamo festival. O evropskih volitvah komentar dneva Miha Andrić. Voliti ali ne voliti za Evropski parlament je aktualno vprašanje, s katerim smo na ZIP-u, Zavodu za kulturo dialoga, naslovili projekt, ki ga izvajamo v prvi polovici letošnjega leta. V projektu, ki ga v okviru programa Youth in Action podpira Evropska komisija, želimo skozi širjenje kritičnega pogleda na svet in racionalnega diskurza med mladimi odpirati razpravo o odnosu državljana, volivca do volitev, do evropskih institucij, še posebej Evropskega parlamenta, ter do politične participacije nasploh. Za projekt smo se odločili, ker med mladimi opažamo trend apatičnosti do političnega, nezainteresiranosti za družbeno problematiko in nepoznavanje ključnih elementov delovanja političnih sistemov in institucij. Številnimi aktivnostmi tako želimo mladim predvsem predstaviti določene elemente teh institucij, jih informirati o volitvah v Evropski parlament, ter jim skozi diskusijo približati načine pomembnosti politične participacije ter v njih zbuditi zanimanje za aktivno udeležbo v družbenih procesih. V sklopu projekta izvajamo številne aktivnosti, debatne šole, debatne tabore. V februarju je na primer potekala debatna šola v Ormožu, druga se bo zgodila konec tega meseca na Debelem rtiču. Pripravljamo številne delavnice o politični participaciji in o Evropskem parlamentu, tako za mlade kot za mladinske delavce. Izvajamo debatne turnirje, blogovske natečaje, debatne maratone. Pomemben del našega projekta pa so javne in televizijske razprave, kjer se želimo s strokovnjaki, politiki, predstavniki nevladnih organizacij, mladimi in ostalimi zainteresiranimi pogovoriti ter odgovoriti na vprašanja o vlogi in dolžnosti volivcev v demokratičnem procesu, o pomembnosti volitev, smiselnosti udeležbe na volitvah, pri čemer se nam zdi mnenje, da se volitev ne udeležimo čisto legitimno, da je le to mnenje dobro podprto in argumentirano. Pogovoriti se želimo o pomembnih evropskih temah, kot so medkulturni dialog, Lizbonska strategija, pomeni participacija za demokracijo v Evropski uniji in podobno. Med razpravami, ki potekajo v različnih slovenskih mestih, je bila najbolj odmevna tista v Državnem zboru, v sklopu katere je potekalo tudi finale državnega debatnega tekmovanja za srednješolce. Posnetki razprav in nekatere analize, podatki o blogih ter druge zanimive aktivnosti, ki jih počnemo, so vpisane na naši spletni strani www.volinevoli.eu. Na tej točki velja še povabilo k prihajajočim dogodkom. 21. aprila ob 16. uri bo na Pravni fakulteti potekala razprava z naslovom Evropski parlament in težave evropskih demokracij. 22. aprila pa bo na Fakulteti za družbene vede potekala razprava o apatičnosti mladih. In kot rečeno, več na www.volinevoli.eu. Slovenija, 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 kulturac. O Slovencih in Bosancih, malo tudi o Hrvatih, govori komedija, ki jo je izrežiral naš Marko Bratuš. Včerajšnja premiera Krpan vs. Brdavs v City teatru je do solz nasmejala dvorano. Ponovitev bo 9. maja. Pejte gledat! Bi hudičo čakaj, lahko ovnem. Lahko še celo za življenje. Bi hudičo muslimanče ti življenje drago. Ne bom!
Vera mi prepoveduje! Dajno, ti si sam rekel. Ne, ti pa sami povedal. Pij, hudičo, musliman, če ti življenje drago. Ne bom, Vera mi prepoveduje. Vse pošli, bela hudičeva škarpa s tem izjema doma. Da boš požaril, ali boš pa škarpo popravljal. Spet sem ti rekel, banda smrdljiva, obrezana. Sem možite, ki bolke, še hujši se. Zdaj sem malo preveč oživel. Če vreme. Dokler bomo za sprehode potrebovali dežnike, puncam priporočamo, da še ni čas za seksi dekolteje. Razen če vašo marelo ne nosi kakšen bodyguard. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje.